Preden se dotakneva bližajočih se volitev, ki ste jih razpisali za 22. marca, najprej nekaj aktualnih kadrovskih zadev. Ali boste kmalu imenovali novo vodstvo KPK-ja? Vemo, aktualnemu predsedniku poteče mandat konec marca. Da, do 25. februarja moram. To je časovnica, ki je izračunana na podlagi zakona in v tem roku bomo dobili novega predsednika ali predsednico. Zagotovo veste, v nekaj medijih je bilo o dveh imenih kandidatih že vnaprej nek očitek o možnosti konflikta interesov zaradi prejšnjega vašega dela odvetniškega. Kaj pravite na? Lahko povem, da poznam oba, ki sem ju povabila na pogovor na podlagi ugotovitev posebne komisije, ki jo določa zakon. To sta dva, ki sta bila prepoznana kot najbolj primerna. In oba poznam, ampak z nikomer od njiju ne hodim na kavo in nismo ne družinski, ne osebni prijatelji. Poznam pa seveda veliko ljudi v Sloveniji in ja, poznam oba. Morda v tem kontekstu samo še, zakaj ne ponovljen mandat gospodu Robertu Šumiju. Špekulacije veliko glede na to, da je pred KPK-jem ta znani primer oziroma dva primera predsednika vlade. Želela sem si večji nabor dobrih kandidatov. Na prvi razpis žal ni bilo veliko prijav. Na drugem so bili pa vendarle boljši kandidati. In če kaj si v teh časih, ko po indeksu korupcije Slovenija pada, zaslužimo. Pa nimam nič proti gospodu Šumiju, da me ne boste narobe razumeli, ampak ta institucija rabi komunikacijsko sposobnega z veliko energije, da bo znal krmariti v teh turbulentnih časih, ko marsikatera stranka celo govori, da je treba protikorupcijsko komisijo ukiniti. To je bil moj edini razlog. Skratka, premalo dobrih kandidatov na prvem razpisu, zato sem se odločila razpis ponoviti. Prav na zadnji redni seji parlamenta pred volitvami je bil kar, bom rekla, majhen kadrovski cunami, torej trije ustavni sodniki, guverner, varuhinja. Guverner, to ime, je pravzaprav že namestnik že leto dni, pa ni prišel med ožji izbor. Varuhinja, tudi vemo, 60 glasov ni dobila. Kako si to razlagate? Je bližina volitev povzročila to, da se je naenkrat našla večina za kandidate? Zagotovo na nek način, ampak vendarle mislim, da so stranke spoznale, da jaz pretirano glede kriterijev, ki sem si jih zadala sama sebi in zavezo javnosti, ne bom popuščala. In nisem. In ja, izšlo se je dobro na koncu, vse te institucije danes imajo vodstvo, kar je izjemno pomembno, čeprav so tudi prej delovale dobro, ampak prav je, da se je to zgodilo še v tem sklicu vlade, namreč pri imenovanjih so časovnice jasne, ko je mesto izpraznjeno, je treba postopke speljati in jaz sem jih po najboljši veri in znanju speljala, sem pa, to se boste pa dobro spomnili, ves čas teh postopkov zagovarjala strokovnost, torej meritokracijo in ne strankokracijo. Se je pa točno v teh postopkih pokazalo, kako, pa naj ne zvenim zdaj užaljeno ali jezno, naše politične stranke še vedno ne postavljajo v ospredje strokovnosti kandidatov. To me je pravzaprav kot predsednico republike še najbolj presenetilo, pa seveda tudi motilo. Recimo pri varuhinji, ki je dobila potrebnih 60 glasov oziroma dva več, so bili očitki, da sicer ima, ker to je bil tudi pogoj, CV pravnice, ugledne pravnice, ampak vendarle tudi nahrbtnik afere arbitraža s Hrvaško. Drži, seveda sem jaz za ta nahrbtnik vedela, tudi z njo sem se odkrito na pogovorih pogovorila o tem, ampak na koncu je vendarle prevladalo mnenje, da je bila daleč najbolj strokovna od vseh prijavljenih kandidatov in to, kar se je dogajalo v preteklosti, če mene vprašate, ni zgolj samo njena krivda, ampak tudi krivda države, ki ljudi, ki so sodelovali v teh politično zelo občutljivih postopkih, niso izobrazili ali jim dali na razpolago tehnologijo, ki omogoča varno komuniciranje. Potem smo pa pri ustavnem sodniku, ki to ne bo, dr. Keršmancu.
bil je predlagan pozno, zamenjajo drugo kandidatko, dobili ste podporo kot predsednica zanj, potrjen bil na MVK-ju, mandatno-volilni komisiji, ste ga umaknili, dali prejšnjo kandidatko, ki je bila potem izvoljena. Del javnosti je reklo neresno in predvsem žaljivo do kandidatov, kdo se še bo prijavljal ob takem odnosu. Veste, točno v tem postopku pri imenovanju ustavnih sodnikov sem pa najbolj trpela. In mi je bilo tako zelo neskončno žal za vse, kar se je dogajalo, ampak bom vendarle pojasnila. Ko sem pregledovala prijave za ustavne sodnike, sem imela v ospredju stroko, pa ne samo, da so dovolj strokovni, ampak tudi z katerega pravnega področja prihajajo. Tako sem tudi sestavila najprej tistih 5, ki sem jih dala v obravnavo poslanskim skupinam in na koncu 3. Najbolj me je v tem postopku zmotilo pa sledeče. Teh prvih 3 imen seveda nisem v proceduro dala na pamet. Imela sem soglasje strank. Potem se je pa potem, ko sem te 3 kandidate dala v Državni zbor, zgodilo sledeče. K meni je prišel predsednik vlade in je rekel, predsednica doktorica Barbara Kresal nima več našega soglasja, a jo lahko prosim zamenjamo. Sva o tem korektno govorila, nisem imela težav zamenjati, ker z glavo skozi zid pač tudi jaz ne morem. In menjam takrat, ko dam strokovnega za strokovnega. Da. Sem pa predsednika vlade opozorila, da je dr. Kršmanc strokovnjak za kazensko pravo in kazensko-pravni strokovnjaki na Ustavnem sodišču že so. To sem tudi poslanskim skupinam, ko smo se pogajali, vedno povedala, da zakaj njega ne. No in potem me je pa presenetilo tole. Ko je bil predsednik vlade pri meni, je dejal, da je predlog usklajen s koalicijo. In potem kar naenkrat ni bil. In potem jaz ugotovim, da se z dr. Kršmancem niso pogovorili prej, ampak šele potem, ko sem jaz že umaknila doktorico Kresalovo in dala gospoda Kršmanca. To se mi je zdelo ne samo nenavadno, ampak strahotno nekorektno. Potem sta se oglasili seveda Levica in SD, očitno se niso dovolj uskladili koalicijsko. Ampak morda še potem tudi oglasil se je tudi Inštitut 8. marec, dr. Kršmanc, ki sicer pravi, da ne bo šel po pravni poti dokazovati, da bi moral imeti vsaj priložnost, da pojasni svoje stališče. Očitano mu je bilo, da je proti pravici do splava in on očita, da se je v bistvu inštitut s to kritiko njega umešal v ta postopek. Morda kakšen stavek tudi na to? Jaz vam lahko zatrdim samo eno. Na pogovorih pri nas jaz tega nisem zaznala, niti tega niso zaznali v Svobodi. Ne vem, kako je bilo na pogovorih na Levici in SD-ju po tistem, ko sem ga že predlagala in ne prej, še enkrat poudarjam, to se mi zdi največja napaka. Tako da, kar se mene tiče, je bil gospod Kršmanc primeren kandidat. Niste spregledali njegovega stališča do splava, to lahko potrdite? Lahko potrdim, da tukaj na pogovorih jaz tega osebno in tisti, ki so sedeli v komisiji, nismo zaznali. Se pa tako z ljudmi seveda ne dela. Morda samo še pri veleposlanikih. Podobna zgodba. Očitano vam je bilo, da ste se vpletali, ker ste povedali nekaj zadržkov okrog kandidatov in zakon predvideva, da se posvetuje predsednik republike z vlado pred imenovanjem, ki ga opravite vi, veleposlanikov. Čeprav je sam rekel, da tega zakon ne določa, mi je žal, da ga prej predsednik vlade ni prebral, ampak da, to je postopek, ki ste ga ravnokar opisali. Da. Postopki zdaj potekajo in na koncu sem seveda zadnja tista jaz, ki podpiše ukaz o postavitvi veleposlanika na določeno pozicijo v tuji državi. Živimo v zelo turbulentnih časih, če se samo enega kriznega žarišča dotakneva in to je seveda kmalu bo 4 leta od napada na Ukrajino. Razmere ne da se izboljšujejo, pravzaprav je Ukrajina šla malo izpod žarometov. Predsednica, kje smo tukaj kot Evropa, kot Slovenija v odnosu do tega žarišča? Še vedno nimam dobrega občutka glede pozicije Evropske unije do vojne v Ukrajini, predvsem pa nimam dobrega občutka glede pozicije predstavnikov Evropske unije v pogajanjih za mir v Ukrajini. Če kje, Evropska unija mora biti enotna v tem, da si želimo miru.
Včasih pa imam občutek, da predstavniki Evropske unije dobesedno prosijo, predvsem ameriško stran, joj, ali smo lahko poleg, ko se pogajate o miru v Ukrajini. In za konec sva pri domačih volitvah. Predsednica, kakšen občutek imate, koliko smo polarizirani? Vedno govorimo o tem levi, desni, naši, vaši. Je to zdaj v tem trenutku še bolj izpostavljeno kot v preteklosti? Kakšno kampanjo privoščite, bom rekla, državljanom, državljankam? Jaz si želim v volilni kampanji dostojnega dialoga, predvsem pa si želim visoke volilne udeležbe. Namreč, ne iti na volitve je pretirana brezbrižnost. Je ne bi želela. Namreč vse to, kar bomo na volitvah izbrali, nam bo kreiralo politike prihodnja 4 leta. In za prihodnost Slovenije smo na volitvah odgovorni volivke in volivci in potem je seveda v rokah tistih, ki jim bomo dali glas, v kakšno smer bo seveda naša država zašla. Želim si korektnega poročanja medijev, želim si, da se z mediji ravna dostojno, želim si, da se ne napada medijev in vsebin, ki jih mediji razkrivate, ampak da se politiki med seboj pogovorimo o tem, pogovorijo, jaz v tej volilni kampanji ne bom sodelovala, kaj je bilo narobe in da povemo tudi, kaj je bilo dobro. Skratka, kultura dialoga, dostojnost, transparentnost, umirjenost, če želite. Ne želim si demagogije, ne želim si, da politiki vlivajo strah med volivce. Strah ima namreč velike oči in to nikoli ni dobro. Ne vem, če to niso moje neuslišane želje, ampak bomo videli. Začenja se in čez nekaj dni se bo tudi uradno začela volilna kampanja in prosim, dostojno, kulturno, usmerjeno v prihodnost Slovenije.